Vsako leto od 16. do 22. septembra poteka Evropski dan mobilnosti, tokrat pod sloganom Trajnostno povezani. Letos je v sklopu tega tedna na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal Ovirantlon, triatlon z ovirami, s katerim se osebe z oviranostmi srečujejo v vsakdanjem življenju. Med zvezami in društvi, ki so se predstavili, je bila tudi na poligonu so mimoidoči lahko poskusili premagovati ovire, s katerimi se srečujejo 3 skupine invalidov: gibalno ovirani, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. Ovirantlon je dogodek, ki se vsako leto dogaja v okviru Evropskega tedna mobilnosti in katerega namen je, da se meščani in obiskovalci Ljubljane seznanijo z ovirami, s katerimi se srečujemo, ali gibalno ovirani, slepi, slabovidni, gluhi, naglušni v prostoru, in da se poskusijo skupaj z pripomočki, ki jih sami uporabljamo pri življenju, postaviti v našo kožo in nekako ozavestiti vse te ovire v prostoru. Posebej pokažemo, to je za učence, to je za Da smo danes tukaj, želimo prikazati prepoznavnost, da smo tudi mi med vami, pravi gluhi in naglušni, in da prikažemo, kaj pomeni biti gluh in kaj pomeni biti naglušen. Kajti vedno smo v informacijah zadnji. In s tem mi ozaveščamo javnost, da je da smo gluhi in naglušni, tle prikazujemo naš način življenja. Izredno pomembno je, da se tudi širša javnost seznani z ovirami, s katerimi se srečujemo v prostoru, predvsem zaradi dejstva, ker ozavestiti te ovire je včasih zelo težko za povprečnega uporabnika prostora. Za gibalno oviranega oziroma nekoga na invalidskem vozičku predstavlja oviro že morda 3-centimetrski rob oziroma stopnička, medtem ko za nekoga v navednicah zdravega je to nekaj povsem običajnega v prostoru. Prav tako je enako velja za ovire, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni, kot so na primer panoji oziroma obvestilni panoji, ki jih lastniki ali trgovine ali gostišč nameščajo na peščeve površine in tako naprej. Pogledaš na desno, tipati. Tukaj so ta tukaj, ker so različne teksture, je treba najti 2 enake. Za nas, naglušne in gluhe, pomeni to mobilnost do podnapisov in pa do slušnih aparatov ter prikazujemo otrokom, da približamo, kaj je to pomeni gluh, kaj pomeni naglušen, kaj pomeni biti gluhoslep. Na naš, kot za Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana ter za Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, bi samo povedala, kako je pomembna dostopnost za nas naglušne, se pravi dostopnost do podnapisov, se pravi
podnapisov v živo, bi želeli, da pač oziroma povemo njim, da ni potrebno čakati. To nikjer ne bomo dobili, oziroma tudi druge države nimajo 100% dostopnost oziroma 100% prevodnost v živo in je to nesmiselno, da se tle čaka zaradi 100% podnaslavljanja. Po drugi strani pa tudi, gledajte, prihajajo volitve za predsednika države, imamo pravico do informacij oziroma do soočenj. Problem je pri gluhemu že, da bo imel pač tolmača takrat, ne. Naglušni pa nimajo tega, ker ne uporabljajo vsi naglušnih znakovnega jezika. Zato je tak dogodek, ki poteka vsako leto, odlična priložnost za seznanjanje javnosti o različnih oblikah invalidnosti.